Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes nas je pot vodila proti hrvaški meji, a do nje nismo prišli, saj smo se ustavili v mestu edinem tej lepi pokrajini. Kočevje, ki je gospodarsko, upravno in kulturno središče kočevske pokrajine, leži med Kočevsko Malo goro na vzhodu in Stojno na zahodu. Naše zanimanje je pritegnila župnijska cerkev v Kočevju, ki je bila tudi cilj naše poti. Ponaša se z dolgim imenom kar 3 svetnikov, svetega Fabijana in Boštjana ter svetega Jerneja apostola. Fabijan je bil papež v letih 236 do 250. Na Petrovem sedežu je nasledil svetega Antera. Zgodovinar Evzebij pripoveduje, da je namig za njegovo izvolitev prišel iz nebes. Fabijan je bil Rimljan, ki pa je bival na deželi. Ko je rimska krščanska občina pretresala, komu bi zaupala najvišjo službo v cerkvi, se je prikazal Fabijan. Tedaj je od nekod priletel golob in se mu usedel na glavo. Zbrani, ki so Fabijana poznali kot odličnega kristjana, so v tem videli božji namig in ob živem odobravanju vsega zbora so ga posadili na papeški sedež. Fabijan je modro vodil cerkev. Preuredil je cerkveno vodstvo v Rimu, 7 diakonom, ki so skrbeli vsak za svoj del mesta, je dal pomočnike. Vsakemu okolišu je določil tudi zapisnikarja, notarja, da je urejal zapiske in zbiral poročila o mučencih. Vseh 14 let, kolikor časa je papež Fabijan vodil cerkev, je le-ta uživala mir. Leta 249 pa je zavladal cesar Deci, ki je napredujoče krščanstvo imel za državi nevarno in ga je hotel zatreti. Prva žrtev njegovih proti kristjanom uperjenih zakonov je bil prav papež. Cesar mu je sodil sam 20. januarja 250. Si ti rimski škof, ga je vprašal. Ko je papež priznal, sem, je cesar odločil, si bil, in ga dal usmrtiti. Pokopali so ga v Kalistovih katakombah. Za svetega Sebastjana, po naše Boštjana, imamo bolj malo zgodovinskih podatkov. Sveti Ambrozij je zapisal, da je bil rojen v Milanu, mučeniško krono pa je dosegel v Rimu. Rimski kronist je leta 354 zabeležil, da je njegov grob ob Apijski cesti in da je nad njim zidana lepa cerkev. Odkopali so njegov grob, ki svojo preprosto obliko potrjuje domnevo, da je bil mučen okoli leta 250, morda tudi kasneje. Legenda, ki je bila napisana kmalu po letu 400, pripoveduje, da je bil Sebastjan stotnik cesarske telesne straže in pogumen Kristusov vojak. Ko je cesar Maksimilijan, Dioklecijanov sovladar, zvedel, da je kristjan, ga je obsodil na smrt. Afriškim lokostrelcem je ukazal, naj Sebastjana Augusto obstrelje s puščicami, vendar ne v glavo ali v srce, ker je hotel, da umre počasne smrti. Ko je mučenec omahnil, so vojaki mislili, da je mrtev in so odšli. Pobožna vdova Irena ga je na pol mrtvega odnesla v svojo hišo in mu stregla, dokler ni okreval. Ko se je spet prikazal pred cesarjem, ga je ta dal s koli pobiti. Svetega Boštjana so začeli zelo zgodaj častiti kot priprošnjika zoper kužne in nenadne nalezljive bolezni, ki človeka zadene kakor skrivaj sprožena puščica. Za zavetnika so si ga zbrali vojaki, lovci, livarji, kamnoseki, vrtnarji. Upodabljajo ga prebodenega s puščicami. 12 apostoli, Jezusovi izbrani učenci, so bili zelo pisana druščina. Med njimi je bil tudi Jernej, ki ga sinoptiki, evangelisti Matej, Marko in Luka pod imenom Bartolomej navajajo nekje v sredini seznama apostolov. Evangelist Janez pa na začetku svojega evangelija pripoveduje, kako je Božji učitelj v svojo šolo v naravi poklical nekega Natanaela. Razlagalci svetega pisma pravijo, da sta Natanael in Bartolomej, Jernej, ena in ista oseba. Kratko poročilo o Jernejevi poklicanosti je tako živo, da se ga splača slišati v celoti. Naslednji dan je Jezus hotel oditi v Galilejo. Srečal je Filipa in mu rekel, hodi za menoj. Filip je bil doma iz Becajde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta.
Filip je srečal Natanaela in mu rekel: Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta. Natanael pa mu je rekel: Iz Nazareta more priti kaj dobrega? Filip mu je odvrnil: Pridi in poglej. Ko je Jezus videl, da Natanael prihaja k njemu, reče o njem: Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. Natanael ga vpraša: Od kod me poznaš? Jezus mu odvrne: Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom. Natanael mu pravi: Učenik, ti si Božji sin, ti si Izraelov kralj. Jezus mu odvrne: Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ. Še več kot to boš videl. Na podlagi tega srečanja nekateri življenjepisci apostola Jerneja slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je pravi Božji dar, kar pomeni ime Natanael, družbi Jezusovih učencev. Vanjo je prinašal vedrino in sproščenost. Doma je bil iz galilejske Kane, ker je Jezus storil prvi čudež. Očetu je bilo ime Tolmaj, Bartolomej pomeni Tolmajev sin. V času, ko je hodil z Jezusom po Palestini, ni povedal ali storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem stajenju ga srečamo z drugimi apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer je lovil ribe, ko se jim je prikazal stali. Izročilo pripoveduje, da je Jernej oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, v raznih pokrajinah Male Azije, Armeniji in morda celo v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti v armenskem glavnem mestu Albanopolis. Na ukaz kralja Astjaga so mu živemu potegnili kožo s telesa, potem pa ga obglavili ali križali. Kot svojega zavetnika svetega Jerneja častijo knjigovezi, usnjarji, rokovičarji, strojarji, čevljarji, skratka vsi, ki imajo pravka z usnjem, pa tudi kmetje, viničarji in pastirji. Na podobah ima v roki nož, s katerim so ga drli, drugi pa svojo kožo. Hvala Jezus in Marija, prisrčno pozdravljeni v še zopet eni naši domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na obisku spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav na vašo željo, to je v župniji Kočevje. Lepo pozdravljam tukajšnjega župnika, Bog daj in Bog podživi. Enako tudi vas in vse gledalce. Morda na začetku se našim gledalcem na kratko predstavili. Ime mi je Tone Gridovec in sem 9. let v župniji Kočevje. Morda bi predstavili utrip župnije Kočevje, komu je posvečena. Župnija Kočevje je, mislim, da v slovenskem merilu nekaj posebnega. Pred dobrimi 600 leti so se tukaj naselili Nemci in sicer so jih naselili grofje Ortenburžani. Priselili so svoje podložnike iz Avstrije in Južne Tirolske. Nekateri pravijo, da so jih naselili zato, da bi širili svojo politično oblast. Drugi pravijo, da zato, ker so bili to okolni kmetje, natančno težko opredelimo. Zakaj? Torej, grofje Ortenburžani so v naše kraje naselili Nemce in ti so živeli tukaj 600 let. Imeli so svojo kulturo, svoj jezik in so živeli z našimi ljudmi, tukaj kot večinsko prebivalstvo na tem Kočevskem otoku. In v župnijskih arhivih nisem našel niti ene zabeležke, da bi med tukajšnjimi Nemci in Slovenci bile v teh 600 letih kakšne resne razprtije zaradi nacionalnosti in podobno. Razen v zadnjem stoletju so prišle nekatere razprtije zaradi pojava novih ideologij. Združevala nas je ista vera, ki nas uči, da se moramo spoštovati in imeti radi ne glede na narodost, vero, kulturo, omiko. Konec tega nemškega otoka se zgodi z začetkom druge svetovne vojne, ker vemo, da je Hitler predvidel, da morajo vsi Nemci živeti v Rajhu, torej znotraj nemškega področja,
In zato je izselil naše rojake Slovence iz Krško-Brežiškega polja, okrog 40,000 ljudi, in na to mesto je naselil Nemce z tega področja. Nemci, ki so pričakovali ne vem kaj, so bili izredno razočarani in so se v času poteka druge svetovne vojne večinoma izselili v Avstrijo in Nemčijo. Po drugi svetovni vojni je bilo to področje prazno, razorano zaradi mnogih ofenziv in po vojni so se tukaj naselili ljudje iz cele Jugoslavije in iz cele Slovenije. Slovencev je največ iz Prekmurja, nekaj Štajercev, predvsem tudi Primorcev, potem pa iz vseh nekdanjih republik Jugoslavije. To je popolnoma novo področje, oziroma župnija je nastala popolnoma novo. Komu je posvečena župnijska cerkev? Cerkev je posvečena svetemu Jerneju, ki vemo, da je eden izmed 12 apostolov. Jezus ga omenja takrat, ko ga pokliče za apostola, vemo tisti čudoviti odlomek, ko pravi svojim takrat že izbranim učencem, pravi, glejte, to je pravi Izraelec, v katerem ni zvijače. In s tem mu da priznanje kot duhovno pristnemu človeku. Sveti Jernej je umrl potem kot večinoma ostalih apostolov mučeniške smrti po pričevanju, tako da so mu odrli kožo in zato je v župnijski cerkvi predstavljen tudi kot s kožo na roki. Domo pomagamo in pastoralnem delu, preden še naštejemo ostale podružnične cerkve, ki je pa verjetno veliko. Cerkev je tudi zelo lepa, to tudi naši gledalci sedaj vidijo. Cerkev je res zelo lepa, tudi župnija je lepa, šla je skozi mnoge preizkušnje. Po vojni je bilo to tako ideološko, globoko zimsko področje. Tukaj trenutno mi pomaga gospod kaplan Tadej Kersnič, zelo dober duhovnik. Mislim, da je treba tudi omeniti vaše sodelavce, kot je pastoralni svet, kakšne pevski zbor, ni izbran, te čestitke se zelo lepo urejeno. Ja, seveda, ko sem omenil njega kot sodelavca, sem ga omenil kot duhovnika. Drugače imamo tukaj veliko laičnih sodelavcev, imamo laične katehiste. Imamo veliko laičnih sodelavcev od katehistov, 15 je, ki trenutno učimo verouk. Potem, kot vsaki župniji, seveda čudovite sodelavce pri bogoslužju, od krasilcev cerkve, potem bralcev, ministrantov, mladinski pevski zbor, veliki pevski zbor, potem vključanje, zelo dober župnijski svet in podobno. Res, moram reči, čeprav je morda po vtisu nekaterih ljudi to umaknjeno področje, ampak je tukaj le zelo veliko plemenitih, dobrih sodelavcev. Ne smem pozabiti mežnarje. Tako v farni cerkvi kot na podružnicah imamo čudovite mežnarje. Koliko velika pa je tale vaša župnija, oziroma koliko imate obiska nedeljskih mač, veroučencev? To je pravim, verjetno imate škoke, je zelo velika župnija, verjetno ena izmed največjih. V naši škofiji res je, župnija šteje okrog 10,000 katoličanov, ob nedeljah jih pride tako med 900 in 1000 k sveti maši in veroučencev je trenutno okrog 450 in se srečujemo tako, kako na vseh župnijah redno pri tedenskem verouku. Še vedno smo daje pot poti, čisto na začetku nismo z gospodom župnikom, nisem ga vprašal, kje pravzaprav sem jaz danes vaš gostitelj, to je župnija, ko če počivate, nas spremljajo tudi gledalci preko krščanske steže KPC, tudi v tujini, bi vas prosil, da nam nakratko poveste, koliko iz Ljubljane oziroma iz Novega mesta smo sedaj in se tudi gledalci daje pot poti za drugim, da smo pripeljali v ta lep
mi smo v jugovzhodnem delu Slovenije, to je 60 km iz Ljubljane in 60 km od Novega mesta, ki je zdaj sedež naše nove škofije. Kako vi vidite krščansko mladino? Po pismi sodeč ste jim zelo blizu, verjetno tudi potem pomaga tudi kaplan. Res je, bistveno delo pri vzgoji krščanske mladine v Župniji je prevzel gospod kaplan in smo za to zelo hvaležni, zelo ga imajo radi mladi. Z mladimi je pa tako, mladi prinašajo tudi v cerkev mladost, sproščenost in svežino. Oni iščejo nove poti, prihajajo z novimi idejami. Včasih so te ideje morda nekoliko visoko leteče, morda nekoliko drzne, zato potrebujejo sodelovanje nad starejših. Mislim pa, da je to čudovito, kar delajo mladi in da jim moramo biti v veliko pomoč v tem. Predvsem vidim naše poslanstvo, da podpiramo tisto, kar mladi odkrijo novega in dobrega. Vse tisto, kar morda ni dobro, oni kmalu vidijo. Točno tako. Ima krščanska družina pravo mesto v družbi? Ja, to ste dobro vprašali. Veliko iščejo tudi v tej smeri nove poti. Mi imamo lepo zakonsko skupino v naši župniji. Jaz mislim, da je poslanstvo krščanske družine v sedanjem svetu pravzaprav Abrahamovo poslanstvo. Krščanska družina je družina, ki stopi na pot vere. In na tej poti vere gre skozi mnogo preizkušenj. Tukaj ni nikoli evidentno, da se bo ravno prav rešilo. Ampak mož in žena gresta skupaj z otroci po poti vere in zaupata, da jih bo Bog spremljal. To mislim, da je poslanstvo. Glejte, jaz mislim, da so nekatere resnice, ki jih lahko mi dokažemo z razumom. To so matematične resnice. In so resnice, ki se jih lahko dokaže samo tako, da po njih živimo. Mi ne moremo današnji svet prepričati, da je življenje krščanske družine pravilno življenje. Ampak, ko ljudje vidijo, kako dobra družina živi, kako zaupa v Boga, kako so pripravljeni sprejeti recimo tudi več otrok in se jih veseliti, kako se ne bojijo sprejeti recimo tudi prizadeti otroke v svoje okolje, je to nekaj čudovitega. To je tisto, kar prepričuje. Je pa, če pogledate, na primer, je človek pravzaprav edino bitje, kateri pravzaprav išče molitev, Boga se mu zahvaljuje. In družina je pravzaprav tista, kjer otrok raste, če ni vredo družine, ni vredo družbe in nam je lahko potem tudi sveta družina za vzod. Sigurno. Papež Pavel VI je čudovito povedal, da je sveta družina šola molitve, šola življenja, šola delavnosti. Vse vzore lahko najdeš v sveti družini. Ker našo oddajo poti gledajo tudi gledalci, kateri še niso spoznali Božje ljubezni, pa vas pravzaprav sprašujem, kaj naj kristijanu pomeni molitev? Verjetno je tista molitev, ste bili še vi otrok drugačna, kot je sedaj, ampak v tisti osnovi je pa poskuša vsak duhovnik pač v tisti župniji to nekako približati in otrokom in odraslim. Res je. Jaz doumnevam molitev kot odnos. Molitev, smo se pri varuhu učili, je pogovor z Bogom. Pogovor pravzaprav pomeni odnos. In ta molitev ni samo verbalna. Molitev se spreminja tako, kako se ta odnos spreminja. Če sem jaz vesel, potem mi duša poje, potem to molitev izrazim lahko v pesmi. Če sem žalosten, potem lahko jokam, pred Bogom je tudi to molitev. Če sem razočaran in me duša boli, je tudi to na nek
duša upije, če sem osamljen, je tudi to lahko molitev. Mislim, da je to podobno, kako med možem in želom ali med staršem in otroke. Način pogovora se spreminja in tako se tudi oblika molitve spreminja. Včasih molim tako, da sem omočnim pred najsvetlejšim. Drugič molim tako, da vzamem Sveto pismo ali kak psalm, duhovniki tako po službi molimo psalme in v psalmih vidimo vse te najrazličnejše pohlače molitve, od Boga do upitja. Prej smo tudi omenili družino in če človek pravzaprav družina moli skupaj z otroci, hvala tudi molitev v občestvu, v cerkvi, zelo pomembna, ampak če je tista molitev v družini, potem vedno tašna družina poskuša ostati skupaj oziroma delati tisto dobro, kar je dogovorila. Izkušnja stoletij je pokazala, da družina, ki moli, ostane skupaj. Kako vi vidite Kočevski rok kot domovnik? Ja. Kočevski rok je na eni strani kraj strahotne groze, ker se je tam storil nezaslišan zločin. Na drugi strani pa je kraj poveličanja, vrata nebeška, bi rekel. Tako da oboje doživljaš v Kočevskem roku. Če se oživiš v to pobijanje, kako se to moglo zgoditi. Vojne ujetnike odpelje na določen kraj in jih neusmiljeno pobiti. Od mladih ljudi 16 let starih naprej ne moreš zamisliti, kaj je lahko človekovi duši, da je tega sposobna. Po drugi strani pa veš, da večina teh ljudi so bili plemeniti ljudje, ki so se znašli v strahotnem vrtincu vojne. Večina teh ljudi so bili seveda globoko verni ljudje. O tem pričajo 60 kg težav, kupček rožnih vencev in svetinic, ki so jih našli pred Breznom. Te so morali žrtvo vložiti, preko so jih pobili. In jaz sem prepričan, da so ti ljudje nekje pri Bogu. Kaj je tisto, da vas imajo ljudje radi? Saj po pismih sodeč lahko sklepam, kaj sem prijel. In Bogu hvala, da tako. Težko bi rekel, veste, duhovnik je hvaležen tudi za pozitivne odmeve. Skušam imeti Jezusa rad. Skušam imeti rad ljudi. Ne mislim, da bi moralo biti duhovniško poslanstvo samo neko osko uradništvo. Skušam človeka razumeti v njegovih dobrih plateh, pa tudi v njegovih šibkosti, ker se sam zavedam, da nisem popoln. Morda je to človeku blizu. Čeprav veste, še zdaleč ne mislim, da sem teh osebnega, veste. Ne, to ne, ampak ko prebiraš pismo, pravzaprav vidiš, da se pravzaprav za vsakega znate vzeti čas, recimo za tistega malega človeka. To me pravzaprav tudi nagovorilo in hvala Bogu, da je tako. Morda resno. To mi je nekako blizu po starših, po okoliščinah, v katerih sem otroštvo živel. Recimo moja prateta je bila krstna modra okrog 50 romskim otrokom. Veste, kaj je to v tistem času? To je pomenilo, da so ti Romi čisto vsak dan na vratih. Tako da morda bi tudi po tej plati nekako blizu običajem preprost človek. Tam se najbolj počutim. Je sveta maša dobro obiskovati redno in zakaj? Ja, absolutno. Iz svojega otroštva imam izkušnjo svete maše kot nekaj najbolj normalnega. Družina se je začela pripravljati na sveto mašo že v soboto popoldne.
s čiščenjem okolice, okrasitvijo domače kapelce, potem umivanjem, pripravljanjem obleke za nedeljo. In ko danes premišljujem nazaj, si mislim, pogled, kako je pravzaprav to visoka kultura. Če gledamo samo z tega kulturnega vidika, da je človek, ta preprosti kmet, tako dobro razlikoval med običajnim dnevom, delovnikom in svetim časom. To je res, oddaja Pot poti, sem vam hvaležen za te besede, ki ste nam jih izrekli. Morda je to pravzaprav tisti namig za naše mlajše gledalce, oddaja Pot poti, kateri so tudi z nami. Kaj bi pravzaprav na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem? Ja, da bi imeli radi Jezusa in da bi imeli radi cerkev. Morda, ko beremo svetopismo, Jezusa ni težko imeti rad. On je popoln. Ampak danes ob vsem tem, kar doživljamo, ko vidimo, da smo ljudje, cerkev, šibki, da smo tudi sami včasih grešni precej, je včasih težje imeti rad cerkev kot ustanovo. Ampak čim bolj premišljuješ o tem, vidiš, da je Jezus vse to pravzaprav predvidel in da je cerkvi tudi kot vidni ustanovi izročil to dragoceno sporočilo odrešenja in zakramentov. In jaz včasih rečem, ko slišim kakšnega zaničevalca cerkve, rečem, veš kaj, jaz na svetu zaenkrat boljše ustanove nisem spoznal. Vem, da je nepopolna, ker sem jaz nepopoln. Ampak ustanove, kjer bi bilo toliko svetništva, toliko sijajnih in plemenitih ljudi v vsakdanjem življenju, kjer bi našli nekaj tako lepega, kot je Jezusov evangelij, jaz take ustanove na svetu ne najdem. Če mi jo najdeš, boljše je zla. Je pa za Slovenijo predvsem značilno, da imamo veliko marijnih svetišč, imamo tudi veliko cerkva in pravzaprav, če ne bi bilo duhovnikov oziroma ne bi bilo cerkve, bi verjetno tudi ne govorili slovensko, to sem tudi sam posebno prepričan. Jaz mislim, da vsak iskren človek od preprostega učitelja do visokih akademikov bodo morali priznati, da je slovensko kulturo ohranil predvsem slovenski duhovnik. V cerkvah se je poučevala slovenska beseda, v cerkvah se je oznanilo slovensko evangelij, ob cerkvah so nastajale prve šole, ko vsi poznamo, Nepresedljivo Slomškovo delo in še mnoge druge šole, ki so bile že prej v samostanih in podobno. Složivnik, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, gostoljubnost, lep sprejem in naprej še ostanete takšen zgleden Jezusov duhovnik in Bog daje, da boste vedno imeli čas za tistega malega, bogega človeka in nam vam Bog povrne do večnosti. Hvala lepa, tudi poslušalce in gledalce lepo pozdravljam. Vas pa pozdravljam, spoštovane gledalke in gledalci iz Kočevja. V naslednji oddaji bomo v župniji Bizeljsko, govorili bomo o Slomšku, spoznali bomo tudi gospo, katera slika različne podobe, jih tudi akvarira oziroma obnavlja. Pozdravljam vas s tistim lepim, starim krščanskim